No, zdaj pa k izjemni zgodbi o enem od izraelskih borcev. Star je 25 let. Zmagal je v 24 od svojih zadnjih 15 amaterskih in profesionalnih borbah in je morda le še eno zmago oddaljen od največjega odra v mešanih borilnih veščinah. Izraelski borec Eli The Hype Israel Barzilai se nam pridružuje po zmagi nad nekdanjim UFC borcem Lukasom Almeido v Tel Avivu in izboljšanju svojega profesionalnega izkupička na 8 zmag in le en poraz. Eli, veseli me, da si z nami tukaj v studiu iz 24 News po tvoji fantastični zmagi. Mislim, pravkar si premagal UFC borca pred domačo množico v Tel Avivu. Kaj ti ta zmaga osebno pomeni? Osebno in profesionalno je to velik dosežek. Veš, ko premagaš nekdanjega UFC borca, s tem pokažeš, da spadaš na to raven. In celotno borbo sem ga nadzoroval. Tako da je bil to velik korak naprej zame in sem zelo zadovoljen zaradi tega. In veš, vedno je dobro, da je množica končno na moji strani in me ne izžvižga. Misliš, da je to tista vrsta zmage, ki pritegne pozornost Dana Whitea v UFC-ju? Ja, mislim, da sem že pritegnil njihovo pozornost. Veš, jaz pustim te stvari mojemu menedžerju, veš, ampak lahko povem, da bomo v redu. No, ni bilo ravno gladko, niti tvoji dvoboji niso bili lahki, moram reči. Kot izraelska borka, mi lahko poveš, kaj si doživela v in izven ringa, gre za antisemitizem in sovražnost? Ja, veš, moja pot v tem športu je bila vedno težka, že zaradi konkurence, močne konkurence. In tudi, ja, kot si rekel, zunaj kletke, zunaj ringa je veliko sovraštva, veliko sovražnih sporočil, kot na stotine ali tisoče sporočil pred vsakim dvobojem. Te ljudje, oni si samo želijo, da izgubim. Zato se vedno dobro počutim zaradi tega. To mi daje neko motivacijo in me žene naprej. Imam dodatno motivacijo, da zmagam. In veste, mi želim svetu pokazati, da mi Izraelci se nikogar ne bojimo. In veste, nočem nikogar žaliti, ampak se tudi nikogar ne bojim. In to je moj način, kako predstavljam svojo državo. To je neverjeten način razmišljanja in v tvojem poklicu je to zelo pomembno. Kaj pa tekmovalci? Ne le to, kar vidiš na spletu, ampak tudi tisti, ki se niso hoteli pomeriti s tabo v ringu. Ja, bilo je noro, res noro. Letos je bilo res težko leto, veliko odpovedi, nasprotniki so se umikali. Moral bi biti na največjem odru na svetu, že pred časom. In zaradi vseh teh zamud, vsaka posamezna zamuda, tako da, kot sem rekel, nisem zbral najlažje poti, ampak mislim, da me bo vse to okrepilo, ko bom na velikem odru, mislim, da bom zelo pripravljen zaradi vsega, kar sem do zdaj preživel. In res imaš nekaj podpore športnikov, mislim, John Silva je prišel vse do Izraela samo zato, da te podpre. Soočen je bil z nekaj kritikami, z nekaj negativnimi odzivi v Braziliji. Kaj ti pomeni, da je prišel sem? Ja, bilo je neverjeten. Jan Silva, za tiste, ki ne vejo, je eden izmed najboljših, ena največjih zvezd v UFC-ju, uvrščen je med najboljših 5 in zagotovo bodoči prvak. In skupaj trenirava že nekaj let. Vedno prihajam, da mu pomagam pri njegovih borbah. Tako da to zame najpomembnejša borba v moji karieri, ki me bo verjetno postavila na največji oder. Zato je želel biti tam in mi pomagati kot pravi prijatelj. In lahko ti povem, da jih ima na stotine. Ne, 100, ima jih veliko več kot 100. Lahko vidiš na vseh družbenih omrežjih, vse MMA strani so govorile o njegovem potovanju v Izrael. In on je samo želel podpreti in pomagati svojemu prijatelju. Veš, ni želel imeti nič s politiko. Zelo cenim, kar je naredil on in njegova žena. In ne samo on, ampak tudi Dani Avdija, največja izraelska superzvezda. Sta pa šla podpreti mene. Skupaj so odraščala v isti šoli in bilo je lepo, da sta bila tam, da sem imel Jana ob sebi. Mislim, da ti to res daje dodatno motivacijo, ko taka imena gledajo tvoj boj. In to je veliko tudi za Izraelce, ko vidijo dva svoja izraelska zvezdnika, tebe in Danija, iz oči v oči, kako se podpirata. Imaš veliko oboževalcev, veliko podpore tukaj v Izraelu. Ampak ko si v tujini, ko vstopaš v kletko, ali še vedno čutiš to podporo iz Izraela? Ja, zagotovo. To je bila edina izkušnja, ki sem jo res imel v borbi, da je 11,000 ljudi navijalo zame. To je bilo zagotovo nekaj posebnega. Veš,
Pravkar sem rekel, da sem navajen, da me izžvižgajo, ko se borim v ZDA ali kjerkoli drugje. Ampak to je bil poseben dogodek zame. In dober je občutek, da sem končno dobil podporo in ljubezen, ki si jo zaslužim. Vsekakor si jo zaslužiš. The hype is real, to lahko potrdim, in veselimo se, da bomo videli, kaj sledi. Lahko bi bil najmlajši, ki je kdajkoli tekmoval v UFC, 25 let. Neverjetno, Eli. Res? Hvala, da si bil z nami tukaj na E24 News. Najlepša hvala, da ste me povabili.